Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to odlok v proračunu občine Drežice za leto 2022, druga obravnava. Jaz, če mi dovolite, bi predstavitev naredil in za odlok 22 in 23, seveda glasovali pa bomo potem po vsakem posebej. Zdaj, kar se tiče samega proračuna, če mogoče na začetku vseeno Aleksandr Denčič že pove osnovne podatke, potem bom pa jaz predstavil predvsem, kar se tiče sprememb v skladu z poslovnikom, ki ga naj bi. Prosim. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem. V času javne razprave, ki je trajala do 24.12. lanskega decembra, so bile na predlog odloka podane številne pripombe in pa predlogi. V gradivu imate dve tabeli, se pravi, prva tabela prikazuje vse predloge in pripombe, ki so prispeli na predlog za leto 2022 v času javne razprave in pa upoštevane predloge za navedbo številke proračunske postavke. Druga tabela prikazuje vse spremembe na strani odhodkov med prvo in drugo obravnavo odloka. Zdaj, odločilno so bila dva kriterija, kako so se pač še predlogi in pa pripombe sprejemale. Se pravi, v kateri fazi so bili pripravljeni projekti, s katerimi bi se lahko izvajali investicije in pa glede omenjene finančne možnosti občinskega proračuna. Občina je v predlogu namenila 100 000 evrov tudi za participativni proračun, ki po mnenju občanov izboljšuje kakovost življenja. Projektni predlogi, ki so prejeli največje število glasov, so umeščeni v proračunu občine po oddelkih v posebnem delu proračuna in so označeni za številko proračunske postavke z moje skupno sodelujem. Zdaj, povečala se tudi donacija občine Drežice za financiranje krajevnih skupnosti iz 600 000 na 660 000, skladno z odlokom o financiranju krajevnih skupnosti in pa spremembo odloka o kategorizaciji cest. Prihodki proračuna za leto 2022 so predvideni v višini 38 643 000 evrov, kar pomeni, glede na predlog iz prve obravnave so višji za 1 065 000 evrov. V skupini davčnih prihodkov so tudi višji prihodki iz naslova NUSZ-ja, pretežno je tukaj za NUSZ za pravne osebe in po manjšem delu se nekoliko dvigne tudi za fizične osebe. Se pravi, turistična taksa so nespremenjeni, nedavčni prihodki so tudi nespremenjeni glede na prvo obravnavo. Transferni prihodki so višji za 550 000 evrov. Občina namesto povratnih in nepovratnih sredstev za financiranje investicij ponovim prejme sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer je razlika med prvo in drugo obravnavo v plus 431 000 evrov. Pri ostalih sredstev za sofinanciranje investicij pa gre za povečanje v višini 119 000 evrov. Povečalo se je tudi zadolževanje za 350 000 evrov pri poslovnih bankah. Predvideni odhodki so višji za 3 630 000 evrov in skupno znašajo 43 750 000 evrov. Tako je rezultat bilance prihodkov in odhodkov za leto 2022 primanjkljaj v višini 5 107 000 evrov, ki se še poveča za znesek plačila glavnic v višini 1 443 000 evrov. Ta primanjkljaj se pokrije s prodajo kapitalske naložbe v višini 250 000 evrov, najem kredita pri poslovnih bankah v višini 3 250 000 evrov in pa stanje sredstev na računih v višini 2 750 000 evrov. Zdaj, v gradivu imate zapisane 3 sklepe za odlok v proračunu za leto 2022.
Žal je en sklep premalo zapisan, se tudi upravičujem, ker je četrti sklep izpadel v pomoti, manjkajoči sklep pa se glasi: sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2022. Če grem še na hitro na 2023 leto, se pravi, tudi tle imate dve tabele, tako kot v prvem, tako kot za letošnje leto, se pravi prva in druga tabela, so navedene v gradivu. Zdaj tle je, mogoče kar povem, na 16. strani tabele, prve tabele, je v zadnjem stolcu po pomoti izpadla obrazložitev za podan predlog garažna hiša pri zdravstvenem domu Brežice. Ta predlog je upoštevan v finančnem načrtu poslovnega oddelka z novo postavko 0,639 v višini 40 000 evrov za projektno dokumentacijo. Sami prihodki občine za leto 2023 so predvideni v višini 33 737 000 evrov, kar pomeni 1 655 000 višji glede na predlog plana. Skupni davčni prihodki so tudi višji, že pri letu 2022 povedano za 515 000 evrov, sicer za povečanje NUSZ-ja. Kapitalski prihodki so nespremenjeni, transferni prihodki so tudi nekoliko višji in za 940 000 evrov in znašajo slabi 6 milijonov evrov. Pri teh prihodkih gre za povečanje za 1 milijon evrov pri sredstva iz državnega proračuna in ta sredstva znašajo 5 milijonov 180 000 evrov in pa zmanjšana so prijeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 65 000 evrov in znašajo 818 000 evrov. Predvideni odhodki so povečani za 1 425 000 evrov in znašajo 34 168 000 evrov. Samo za ta bilance prihodkov in odhodkov je primanjkljaj v višini 430 000 evrov, ki se še poveča za znesek plačila glavnice v višini 1 700 000 evrov. Skupno pa se ta primanjkljaj pokrije z najemom kredita v višini 2 milijona evrov in pa stane sredstva na računih v višini 131 000 evrov. Mogoče vam še povem okrog za zadolžitve. Zdaj, na prvi pogled leto zadolžitev 3 milijona 250 in pa drugo leto 2 milijona, se mogoče te veliko, vendar lani nismo vzeli več predviden kredit v višini 2 milijona 250 000 evrov, ampak samo v višini 2 milijona. Zdaj, na Ministrstvu za finance je na zadnje objavljena skupna zadolžitev vseh občin na dan 31.12.2020 in znača 786 milijonov in povprečna zadolženost na prebivalca 473 evrov na prebivalca v Sloveniji. Sama občina je bila v letu 2021 zadolžena 7 milijonov 803 000 evrov, kar znaša 332 evrov na prebivalca. Z najemom planirnega kredita v letošnjem letu pri poslovnih bankah v višini 3 milijona 950 000 evrov in po izplačilom dolga letos v višini 1 milijon 140 000 evrov, ta zadolženost zraste na 9 milijonov 912 000 evrov, kar znaša 405 evrov na prebivalca. Če ta zadolžitev gre v kvoto možne zadolženosti, če pa te planirane zadolženosti prištejemo še prijeta sredstva MGRT iz preteklih let, po 23. členu zadolženost zraste na 11 milijonov 630 000 evrov, kar poveča zadolženost na prebivalca na 475 evrov na prebivalca. Za leto 2023 pa je planiran najem kredita 2 milijona in bi se kredit povečal po
plačilo dolga v letu 2023 v višini 1.040.000 evrov na 10.512.000, kar znaša 430 evrov na prebivalca. Če pa tej planirani združitvi prištejemo še prijeta sredstva iz MGRT iz preteklih let po 23. členu ZPO, zadolženost narasla na 11.930.000 evrov, kar skupno znaša 490 evrov na prebivalca. To je privednost. Samo zadolženost v letu 2020, če enkrat povem, skupno v Sloveniji na prebivalca je pa 473 evrov na prebivalca. Tudi na kratko. Zdaj moramo po malo minuto pauze nekaj, samo da tehniko nekaj uredijo. Ja, lahko nadaljujemo. Seveda samo z 122. členom poslovnika je potrebno, da pred začetkom seveda obravnave še tudi kot župan povem, kaj je bilo v javni razpravi, seveda pripombe in pa katere so bile upoštevane. Zdaj prav je, da povem, da praktično je bilo izjemno veliko pripomb oziroma dodatnih želj, praktično še skoraj za en proračun, nekatere se sploh ni dalo ocen. Vemo, seveda problem pa je, da nihče predlagal pa odhod pridobiti lire. Vendar ne glede na to, jaz mislim, da se skupaj z službami maksimalno smo se potrudili, da smo poskušali čim več pripomb upoštevati. Aleksandr je že povedal, da tiste pripombe seveda smo upoštevali, ki so realno izvedljive in pa seveda za katere je možno tudi zagotoviti sredstva. Seveda treba povedati, da letošnjem letu praktično imamo še 8-9 mesecev za izvedbo vsega proračuna, ki je pa izjemno bogat, v višini 43 milijonov, od tega več 50% investicij, kar pomeni, da bomo imeli kar zelo veliko dela, če pa bomo hoteli tudi na koncu realizirati in načaka tako občinsko upravo, kot tudi mene izjemno veliko dela. Ne glede na to, jaz mislim, da je bilo ogromno pripomb upoštevanih in jaz verjamem, da jih bomo tudi do konca leta tisto, kar smo zapisali v največji meri realizirali. Pa če začnem po vrsti, najprej je bila seveda pripomba, kar se tiče osnovne šole Pišece in pa tudi osnovne šole Kapele. Pišeca je bilo predvsem, da jih pušča streha, dejstvo pa je, da si želijo oni več kot samo streho. V Pišecah bi se želeli, da se tudi na podstrešju uredijo dodatni prostori, enako Kapela. Zato smo dali na predpostavko, da se v letu 2022 uspe pridobiti najprej dokumentacija, naredijo tudi nekako podpisi, glede na slotu, kakih sota se pogovarjamo in pa o seveda dokumentacije, kar ti bo treba veliko celoji spremembo gradbenega dovoljenja. Tako da to je upoštevano. Razpisi, kar se tiče kulturne dediščine, je tudi povečani so razvoji programi kmetij za 30.000 evrov. Eno od pomembnih, predvsem sprememb od prejšnjega proračuna pa je, da bi se že v letošnjem letu začel izvajati atletski stadion. Vemo, da imamo že za atletski stadion pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zato je v letošnjem letu povečana sredstva za 300.000 evrov. Kar pomeni, da bi že v letošnjem letu jesen začeli z obnovo stadiona, oziroma predvsem treba najprej odstraniti res kartan in pa vse ostalo, kar je treba narediti, tako da bi se v letošnjem letu to naredilo spomladi, pa že praktično tudi potem letski stadion postavil v to fazo, da bi lahko že namenjeno malo trenirati. Kar se tiče nogometnega stadiona, je za dokumentacijo, za naprej. Potem je bilo pripomba tudi, kar se tiče plač Zavoda za šport, to je upoštevano. Pri participativnem proračunu je bilo tudi pobuda, da se povečajo sredstva, vendar definitivno dva projekta sta bila taka, ki ne spadata čisto v participativni proračun, kajti ne gre čisto za javno
investicije, ampak gre pri kliničnem centru dejansko za javno zasebno, kajti dejstvo je, da en del je lastnik občina, drugi del je lastnik center in zato se ta izloči iz participativnega, se pa da v posebno postavko, kjer je še koliko bojo seveda zagotovili svoj delež, praktično tenisači bomo tudi mi zagotovili svoj delež in se bo investicija izvedla. Nekaj podobnega je pa tudi z motocrossom, kjer je potrebno priti najprej do nakupa zemljišč, zato da ne moramo izvesti od participativnih, ampak ga bomo izvajali iz okvira praktično sredstva za nakup zemljišč. So pa na račun tega prišla še dva dodatna projekta, tako da po izvedbi tega participativnega proračuna bojo praktično vse krajevne skupnosti pridobile vsaj en projekt. Povečali so se tudi sredstva za krajevne skupnosti, in ta je bilo pogoda, da se poveča za 10%, kar pomeni, da vse krajevne skupnosti bojo dobile več denarja skladu za razdelilnikom, ki je pripada. Potem je bilo še za asfaltiranje poti pripomba za ene ceste za sela, potem nakup travnika Banove domačije, je upoštevano oboje, modernizacija javne poti v krajevni skupnosti Šentlena, potem nova postavka za domicilne enote, meteorna kanalizacija, dogovi nadaljevanje izgradnje fekalne kanalizacije, povečeno za 200 000 za obe leti. Potem je bila pobuda, da se obnova Mališke ves konča že v letošnjem letu in se ne izvajali v dveh letih, ki je tudi to sprejeto, tako da bo praktično da jeseni že to končano. Pobuda je tudi, da se že začne leti z odkupom zadružnega doma na Bizelskem, seveda je pa predvsej tu odvisno od hipotek, ki so pisane na ta zadružni dom, koliko bo ta dom seveda prost hipotek na njem in pa seveda cena takšna, da bo sprejemljiva v skladu z cenitvami, bi lahko že v letošnjem letu odkupili ta zadružni dom, kajti res je sramota za Bizelsko, pa ta dom sredi Bizelskega se propada in potem se ne bodo treba tudi obnavljati na prihodnih letah. Materialni stroški za mladinski center, mislim, da so to oziroma posavski muzej so tudi povišeni, kajti so bili premali. Potem je dodajata asfaltirane ceste Drvit Piroši vrh, modernizacija ceste Kapela, je povišena postavka Doma Krajano, je nova postavka v Pečicah, ki ni bila upoštevana. Potem cesta Zgornja Pohtanca Pečice, tudi naj bi se postopoma obnavljala, je izredno slabem stanju. Povečanje je pomoči tudi za podjetnike. Potem pospešeno je gradnja pločnika Globoko-Bojsko. Tu treba povedati, da je potrebno še v letošnjem leti dokončno uskladiti dokumentacijo in koliko bomo pridobili že v letošnjem leti zemljišča, bomo šli v razpis in bi že začeli lahko v letošnjem leti graditi. Drugo leto pa tudi povečana so sredstva za gradnjo, tako da jaz upam, da prva faza bi se lahko naredila letos in pa drugo leto. Seveda bo pa precej odvisno od cen, kajti vemo, da danes cene so zelo različne na razpisih, kar pomeni seveda, da če bo manjkalo, se bo še treba vam se lahko zgoditi, da bo bila prva faza tega pršnega narejana, ki bo pa tudi finančno izjemno drag. Potem moram povedati, da naj bi se dokončali tudi prostori pri Rečici Pišete, predvsem gre tu za parkirišča. Prav tako je bilo pobuda od različnih, da bi se v Rečicah uredili tudi dodatni sanitariji in pa tudi pri pump traku, tako da se bo naj bi se uredilo neko mestno WC in pa pri pump traku pa jaz upam, da se bo v okviru atletskega stadiona uredilo tudi še WC za njih. Potem je predvidena dodatna modernizacija poslovnih con ceste v poslovnih coni v Slovenska vas. Prav tako pospešena izgradnja pločnika pod Grečeno Ribnica, enota dodatna avtobusna postaja v Župiki na Bizelskem, smo upoštevali za Rdeči križ dodatno 10 000 evrov, za praznično osvetlitev bi bilo tudi dodatna sredstva, si želi precej je bilo pripom, da bi bilo prav, da se Brežice bolj okrasi praznično, kajti kot turistična občina je super, da bo
točno leto malo bolj normalno in da bo bolj zanimivo tudi za turizem. Potem v knjižnici Brežice so povečani določeni materialni stroški. Ureditev cestišč na lokaciji naselja Zakot Črnec, to naj bi nanadno bilo, krajevna skupnost predlaga, da se ta cesta začne urejati. Potem modernizacija ceste v krajevni skupnosti Vrka Dolina, naj bi se še povečale sredstva objekti v Vrki Dolini. Prav tako naj bi se začela urejati dokumentacija vzdrževanja Briške Vežice po njihove nacirniki, dodatno naj bi se urejale javne razsvetlave, izgradnja pločnika Kalin Obrežje, dodatna postavka, tu je bilo tudi dogovorjeno, kot sem že prej povedal, z direkcijo, da bo sofinancirala, zato jaz mislim, da se ta pločnik nekako dokonča tretja faza. Gre za pločnik Vrlje, ki se že začel izvajati in bo dodatna sredstva zagotovljena, da se naj bi ta faza naredila v letu 2022. Prav tako je bilo pobuda, da se uredijo še 2 električne polnilnice in smo namenili ta 15.000 evrov za to. Potem je bilo predvideno dodatno, naj bi se uredila cesta Drenovic-Nova Vas na Bizelskem. Tu treba povedati, da naj bi bila sprejet zakon, da bomo še naprej dobivali sredstva za obmejne investicije, tako da bi se to, kako bomo ta sredstva dobili, obnovilo za teh sredstev. Prav tako dodatna pohištvo v ZPTM-ju. Potem je predviden pločnik Globograd-Dečno selo Mali Vrh, ta investicija se prenaša iz letnega leta do drugo leto, se je že začela delati, da še finančno se nadaljuje. Potem večnamenski dom Pišece, 25.000 evrov, da se uredi do konca. Tudi povečane so sredstva za modernizacijo ceste Pišeca, potem naj bi se uredilo vaše središče, kopališče Vrbenica, to gre v Majencah, ki je izpal iz praktično participativnega proračuna in glede na to, da so se 2 postavke še v redno delovanje, kot sem povedal, pride tale projekt dodatno v izvedbo, kar se tiče Majenc. Potem naj bi se na pobudo gasilskih društv naj bi se začelo pridobivati uporabno dovoljenje za gasilske domove, to je kar veliki problem, zato so tudi namenili dodatna sredstva v drugem branju v proračunu, da bo občina pomagala za pridobivanje uporabnih dovoljenj gasilskim društvam. Urediti se tudi igrišče pri MC-ju, tudi tu je bilo pobuda, da bi se v okviru participativnega proračuna gre tu za naše investicije in dejansko bo večji strošek, kot je participativni proračun 15.000, vendar jaz mislim, da to igrišče je potrebno igrišče, da se uporablja za različne dogodke. Prav tako so povečana sredstva za modernizacijo cest v Kaj Sromna, ureditev krajev Kaj Čatež, potem tudi naj bi se nagrade na filozofski fakulteti kot Kukoliščičeva nagrada za nadaljene študente in nekako je predlog, da bi tudi občina Brežice sodelovala za 5.000 evrov. Pomembno je, da za 2023 je predvideno, da se osnovna šola globoko začne dokumentacija. Mi smo že takrat rekli, da ko se bo začela graditi osnovna šola Tiček, gremo vzeti dokumentacijo za nadaljne, za drugo šolo, kar pomeni seveda, da Tiček bi v letošnjem letu začel graditi, oziroma v drugem letu, praktično v drugem letu se bo začela Tiček graditi in sočasno se bo začela pripravljati tudi dokumentacija za globoko, kar pomeni, da gremo potem naprej. Nova postavka je tudi noter garažna hiša pri zdravstvenem domu oziroma pri bolnici. Jaz mislim, da je bo treba nujno najti neko rešitev, kar se tiče garažne hiše, kajti parkingu je vsak dan premalo. Moram reči, da danes sem bil vesel, sem se z direktorico bolnice pogovarjal, da bi oni začeli urejati parkirišče znotraj, tisto makedonsko, ki ga imajo znotraj svoje ograje, praktično za bolnišnico. Začasno bojo parkirali praktično tam, kot je bila čas trgovina, med knjižnico in pa med
med teniskim igriščem. Mislim pa, da je tam tudi verjetno, če bo dosti prostora na dolgo rok treba zgraditi na garažno hišo, ki bo tudi potrebna, kolikor bo prišlo do izgradnje nove fakultete, bolnice, knjižnice, in jaz mislim, da bo nujno, da bo občina Brežice prej se prišla tudi to garažno hišo. Prav tako naj povem, da je predvideno ureditev Finčerjeve ulice v letu 2023 ob stadionu. Moram pa povedati, da predvidevamo, da bi od leta 2023 naprej vsako leto občina prispevala vsaj 300 000 evrov dodatnih sredstev za nabavo dodatnih stanovanj v občini Brežice. Jaz moram povedati, da smo imeli v tem času kar nekaj pogovorov, kar se tiče gradnje stanovanj. Predvidevajo se praktično dve investicije gradnje stanovanja. Ena je praktično na tistem območju Begrada, ko je lahko leva, gre zraven avtobusna postaja, drugo območje, na katerem bi se po prihodnosti gradile stanovanja, bo se pa sprejemal OPPN praktično na območju tovarne Pohištva, kar pomeni, da bo v naslednjih letih kar precej novih stanovanj v občini Brežice in jaz mislim, da prav, da občina pristopi tudi v nakupu dodatnih stanovanj, da poveča fond stanovanj, predvsem za mlade družine in pa za druge, kajti smo videli, da je to kar pomembno in tudi je namenjeno v 2023 že 100 000 za to in pa v NRP bomo vsako leto naslednjo potem vsaj nekje zagotovili 3 do 4 nova stanovanja. Moram pa še povedati, da se še sami pogovarjamo z nosom, da bi nam prenesli mogoče že v letošnjem letu še tistih 5 ali 6 stanovanj, ki imajo pravi, tako da upam, da nam bo še to uspelo, da bi povečali dejansko stanovanjski fond tudi v Brežici. Potem je predvideno tudi v drugem letu, da naj bi se začelo urejati vaše središče na Jesenicah na Dolenjskem, seveda je potrebno prej še veliko tega postariti. Treba najprej seveda za prostorskega vidika narediti zemljišča razmerja, tako da v letošnjem letu bi bilo smiselno, da se to uredi, drugo leto, da pridemo do dokumentacije in da se uredi tudi v Jesenicah na Dolenjskem neko vaše središče, kajti v tem trenutku je to prednost, da se nima nekega svojega centra, v katerem bi se lahko krajani bolj izbirali. Prav tako je predvidena dodatna sredstva za vodovod Ribnica Gaj. Tako da, jaz mislim, da tu smo vsi skupaj z občinsko upravljanje, pa tudi sam se maksimalno poskušal potruditi, da smo upoštevali res čim več teh pripomb. Jaz bi si želel samo osebno še bistveno več, ampak definitivno v tem trenutku več ni možno dodatna sredstva narediti, kajti je res ta proračun je že izjemno bogat, sem povedal, da je že 40 milijonov tega, 120 milijonov investicij. Je pa res, da verjetno, kar se tiče leta 2023, so še te prihodki izjemno nesigurni in je tudi, kot ste videli, bistveno manjši za 2023 proračun, kar pomeni, da v rebalansu proračuna za 2023 bo možno še verjetno kaj dodatno proračun, tako da seveda o tem bo bolj odločil že naslednji občinski svet, ki bo izvoljen. Vendar definitivno je smiselno sprejeti oba proračuna, kajti to pomeni, da bo predvsem bistveno lažje potem delo naslednjem občinskem svetu in pa seveda naslednjem županom. Je pa seveda to odvisno od vas, ali je pripravljeno, da se potrdili ta oba proračuna. Dejstvo pa je seveda, da je pomenilo tudi z tega vidika kar nekaj investicij, ki se bojo že leto začele seveda nadaljevati tudi v drugem letu, zato je seveda smiselno podpreti oba proračuna. Zdaj, jaz moram povedati, da sem bil en amandma od gospoda Mirana Mrzela. Ta amandma seveda v skladu z našim poslovnikom ni napisan tako, da bi upošteval predvsem, kar se tiče ravnovesja med proračunskim prijemki, zato se v skladu s poslovnikom tako amandmaja ne da. Se oziroma praktično ne odloča in ga ne moramo dati na splošno občinski svet. Bi pa vseeno, kar se vsebine tega amandmaja vseeno ga malo pokomentiral. Zdaj dejstvo je, da tem amandmaja je predlog treh stvari. Prvo je seveda ta cesta Sveti Jelen Karoh. Jaz mislim, da kar se te ceste tiče,
Ta cesta gre v neposrednji bližini tudi samega gradu in zaenkrat je predvideno, da v tem gradu ostane cesta seveda v veteranski izvedbi, kajti to se skupaj je zaščiteno, zato pa tudi denarja ni. Druga stvar, kar se tiče pločnika čez Pišece, jaz vam govoril v tem trenutku, tudi če bi bil tam amandma sprejet, ne bi prišlo do nobene razlike, kajti dejansko tu se pripravlja dokumentacija, gre državna cesta in v tem trenutku je denar za ta pločnik noter. Lahko bi zdaj se rekel, da damo milijon dodatno za pločnik, ampak ne bo nič več narejeno, zato je ta amandma popolnoma nepotreben. Kar se pa tiče same osnovne šole Pišece, pa sem povedal, da tu ni želja samo Pišec, da se uredi oziroma obnovi streha. Čeprav moram povedati, da je to šola ena mlajših šol, bila zgrajena 2098 in je malo hecno, da je že streha uničena, kajti vemo, da druge strehe katere so bistveno boljše, razen če je bilo takrat res tak izjemno slaba kvaliteta. Ampak ne glede na to, jaz sem povedal že, da proračunsko namenili sredstva, da se seveda naredi dejansko realna popis del letošnjem letni in pa da se pridobi dodatna dokumentacija, kajti želja Pišec je, da se dodatni prostori naredijo na podstrešju od knjižnice in pa drugi še dodatni prostori in zato je denar noter, zato jaz smatram, da ni nebene potrebe, da bi bil ta amandma dodatno tudi, koliko bi bil pravilno vložen napisan, kajti tudi tu ne bi spremenilo neč napisan. Občina pa seveda je pristopila k aktivnostim tem in seveda, če bo, ko bomo imeli pripravljeno dokumentacijo in seveda, če bo volja občinskega sveta v letu 2023 lahko ta proračun doda ta investicija in se tudi potem brez težav uredi streha. Moram povedati seveda še, da se razmišlja pri nam dalje, kot samo menjati streho in pa gorne prostore. Jaz mislim, da bomo prej vse morali tudi v občini razmišljati v pilotnim projektu zagotavljati samooskrbnosti energije. Zato bomo verjetno šli tudi v smer, da se zaraven tega, da se uredijo strehe, še namestijo tudi sončne elektrarne, kajti mi smo šli v energetske sanacije, smo uredili podplotne črpalke, ki so bistveno ceneje, vendar smiselno na dolgi rok bi bilo, da se še zagotovi dodatna električna energija in s tem praktično naredimo tudi naše šole zelene in pa samooskrbne in jaz mislim, da bomo v prihodnosti šli celo v to smer. Tako da o tem ne moramo glasovati, sem pa jaz predlagal uskladitveni amandma danes, gre praktično za dve stvari. Eno je dejansko, da zdaj, ko smo se pogovarjali za direkcijo, je vlažen pred leti podpisan dogovor za ureditev ceste Artiče Kapele Rakovec, kar pomeni, da gre ta cesta skozi Artiče, Globov Brod, Globoko in pa Kapele in pa Rakovec. Veste, da je določeni obsegi te ceste so že bili narejeni. Med njimi je v tem trenutku izgradnja pločnika in pa naj bi bila potem tudi obnova ceste v Vlečnem celu. Mi pa bi začeli in pa intenzivno se pripravljali za investicijo v Kapelah in pa pločnik, jaz upam, da bomo uspeli pridobiti vsakega zemljišča, kajti v državnem proračunu je denar za to namenjen. Je pa smiselno, da mi začnemo projektirati tudi še enkrat pločnik še naprej, tudi v globokem delu je bil narejen, odore pa naprej proti Hočki, da začnemo projektirati in koliko bo na državi prišlo do sredstva, da gremo koliko skupno investicijo, tako da to je ena stvar. Vedno moja druga stvar pa je, da smo se z direkcijo za vode pogovarjali, da bi občina prevzela projektiranje nasipov, predvsem tu gre za sodli, predvsem za poplavno zaščito v Šici in ta denar, ki ga bomo dali v noter, bomo dobili tudi refundiran od direkcije, zato na finančnih planu pomeni samo, da 100 000 dodamo, tako prihodke kot odhodke in zaradi tega ne bomo zmanjšali nobeno investicijo. Tako da jaz predlagam seveda, da danes glasujemo najprej seveda o tem amandmaju, mojem, ki sem ga predlagal, in pa potem v obeh proračuni. Zdaj, kar se tiče samega poslovnika, vemo, da amandmaje v žanec na seji ni možno vlagati, da se vlagajo samo
3 dni, kar pomeni, da imamo danes možnost samo proračun potrditi ali pa zavrniti. Jaz seveda predlagam, da ga potrdimo, kajti v nasprotnem primeru pomeni, da ne moramo izvajati nebene nove investicije, pa tudi zagotavljati sredstva za občane, tiste, ki so namenjene in pa nobenega razpisa narediti tudi za društva, zavode, socialo in pa vse ostale. Tako da z tega vidika jaz predlagam, da ga sprejmemo. Zdaj, po moje, glede na to, da nimamo možnosti drugega kot sprijeti, ali pa zavrniti, jaz predlagam, da gremo kar na doložitev glasu in pa na glasovanje. Seveda tudi vsem ne smojamo odpreti javno razpravo, vendar če pa ni nobenega zainteresiranega, bi bilo pa bistveno boljše, da gremo kar na doložitev glasu in pa sprijeti proračuna, da se nekaj naredimo. Sprašujem, ali kdo želi razpravljati o proračunu, ali gremo kar na doložitev glasu. Peter Dženbir bi želel vse na razpravljati, pa miramo na zdaj. Dobro, še kdo? Ne, potem pa izvolj pa Peter pa miram. Peter Dženbir, ki bi prvi. Hvala za besedo. Ja, kot smo slišali od župana, gre reči v to proračuna v betonni asfalt. Seveda, to je vidno, primljivo, simpatično za slikanje v otvoritvah in rezanje trpun. Pa, čeprav se pravilno izkaže, da gre za izdelavo predobljivih kulis in ne govorim na pamet. Ravno kar smo spet primovili mostola čez Krko in Savo, ker očitno prejšnja doba ni bila dovolj kvalitetna, propadlo je to, bi pomogli tudi to, da se je pozimi posipalo z soljo. In tudi to priča katastrofalnem upravljanju. Slišali, oziroma rad smo si prebrali o nočnih garancijah pri obnovi osnovne šole Cerklah, z vrtu Mavlice. Pri športni dvorani nismo imeli več terjati, ker je v tem izgledali že propal. In pločnike, v kateri je bilo danes toliko govora, en prijazen občan, ki je bil nekoč član vladajoče stranke, mi je poslal stanje. Zdaj to bom primenjal na pusto pol. Te pločniki so razpokani po dolgi in počes. Pred 3 leti recimo ta pločnik od gasilskega doma do rondoja bil narejen in je po celi dolžini pač razpokan. Očitno gre za slabo utrjevanje na platah, prekam poklast. Na poprek je popokan pri športni dvorani. Potem recimo take izvedbe, kot so klančine, pa prehodi iz pločnika na cestišče, ker so zanke za poškodbe in tako naprej in tako nazaj, spet gre za poškodbe, ali pa recimo tukaj, ker so znaki postavljeni sredi kolesarske steze in pač še eno teh fotografij. Torej, nekoliko gre za slabo izvedena dela, zato me to skrbi. Fajn poslušati, mi se vsi veselimo novih kolesarskih stez in novih investicij, vse so nujno potrebne. Če so na tak način zgrajene samo za slikanje in potem eno nad, potem to ni dobro gospodarjenje in nekaj škripa, zredno nadzor, nekaj škripa. Tudi tam po Brestah. Sem nedeljo šel, strani dva občana rekla, da ljudje dejansko se spotikali in pavljajo tiste zadeve, in samo vprašanje časa, da je bilo občine tožno. Ampak to je še vedno to je žalostna zgodba, ampak še vedno boljša zgodba, ki piše naša lokalna oblast, ki tako rada, da betonira in asfaltira, ker se najbolj splača. Bolj žalostni je ta sebinski del, ki pa pravilno manjka. V najboljšem primeru se sebine formalno odklukajo, izvedli občini Šečni, posamezniki, ne bom nobenega izpostavljal, o njih se še peta, nosilci večjih funkcij, noben pa na glas govoriti, ker se oblast ni dobro za nekaj. Je pa še slabši del. Ti slabši del je pa, da se župan in ekipa enostavno izognejo sebini. In to veliki vlogo. Zdaj bom dal primer. Občina je lani začela od države prijemati 3,5% pribitka na 645 evrov povprečne porabne prebivalce, zato ker v naši občini živi romska skupnost. Ta znesek se je postopno dvigoval po 25%, vsako leto več.
in proračunski obdobje, ki je zabravnavamo, znaša slabih pol milijona evrov, kar čez prst. Kdo želi bolj natančne podatke, tega ne išče po proračunu, ker tega ne bo našel, ampak ne gre na splet, ker pač tam obstajajo podatki. Jaz sem se tudi pogovoril zakon o financiranju občin, zakon o javnih financah in dejansko videl, da smo v prekršku, ker ta proračunski dokument, ki bi moral odsevati, odhod dobimo sredstva, na kak način jih namensko uporabimo, tega ne prikaže. Čeprav v 18. členu zakon o financiranju občin explicitno nalaga namensko trošenje denarja. Zdaj ne še podrobnosti, sem pa pripravljen tudi za argumentacijo. Seveda, zakaj se ne lotimo vsebini? Zakaj gradimo samo pač infrastrukturo? Ne rečem, da ni potrebno, ampak taki vsebini, kot so z Romi, so politično nepopularni. Zato se jih ne izogne. Razen, da se treba sklicati kakšno populistično okroglo mizo, kjer pride odstopni minister Hojs in nalikuje na situacijo, ampak imamo sredstva, da bi lahko namensko uporabili, se k temu ne pristopi, ker je politično škodljivo. Zdaj lahko tu zaključim, ker vidim, da poteka cajt, bom pa še obrazžiti, da so dokončal nam pa še minuto cajt, kaj da bi odločite. Bomo pa še nekaj zažival, prosim. Ok, na reč mora biti po mojem strani. Izločiš naprej, gospodin Zdaj. Hvala za besedo. Sam bi rekel da preveriš, mislim, da ta podatek, da dobimo 3,5% letos, pa vsako leto 25% zmeri, da so letošnje leto 3,5%. Ja, jaz mislim, da se to rekel. Ja, bomo še enkrat razložili. 3,5% pribitka od 645 evrov in letos smo bili 25% od tega zneska, drugo leto 50, naslednje 75. Pa žal je, da glede na to, da se zaposlen pri politični stranki lahko spremljal zakonodajo, da se zakon spremenil in da to ni na mestu za Rome, ampak je za občine, ki imajo Rome na svojem področju. Da, vam podak citiram določbe, zakona bo bolj verjel. Spremljeno zakona je lahko kratkim. Zakon rožim še naprej, prisotno zdaj. Prav, se bom prerekal, bom o te sem govarjal. Nadja, lahko boste prebrali, kakva vlast sprememba na zadnji. Prosim, gospodin Zdaj. Hvala. Sam za Merzelom boste citirali, kaj piše v tem. Prosim. Ja, glede odgovor za prostorsko načrtovanje, seveda smo ta del proračunov, je bil spremljiv za vse nas. Glede prostorskega načrtovanja, hkrati da moram podariti eno stvar, da je bilo pohvaljeno, pa to, da se bo začela nekaj delati nedogaražna hiša, vsekakor dejansko je bilo izpostavljeno, da je res parkiranje tam okoli zvoljnice, reči še posebej zdaj, ko je to ta COVID, ko se hodi ljudje testira, dejansko pacijenti nimajo kje parkirati, še posebej, če moraš kakega, rekel, invalida prepravljati, oziroma posebej na vozičku, v zdravstvenem domu dejansko enostavno je to cel podvig, ker avtomobil svojega ne moreš pustiti, ker zaprešuješ reševalna vozila. Pacijenta oziroma tega obiskovalca zdravstvenega doma tudi ne moreš pustiti, ker pač rabi spremstvo. Tako da je bilo apelirano, da se čimprej res nekaj tukaj naredi. No, kar se tiče pa proračuna, je pa tako rekel, ne, sprav, za kmetijstvo je na nekaj čin res pohvalno, da se bo začel ta namakalni sistem, rekel, delati, oziroma ta cel protiarna celo, da se bo, ki bo lahko zagotavljala namakanje kmetijskih površin, zelo pohvalno, drugače pa glede teh sredstev, ki so pa razne razvojne projekte, pa še vedno mislimo, da so, rekel, so malo. Dejansko tudi na področju kmetijstva, tako kot tudi na področju podjetništva, to bi moglo biti malo več, kot je. Drugače pa glede teh amandmajev, kot smo pa še dal. Dejansko se dogajajo veliki projekti po celih občini, pohvaljeno, da se dogajajo,
rekel, tudi tam se strinjalo z tem, ja se strinjam, da se na nek način poslučajno delajo tudi kolesarske steze, ker druge občine imajo, mi še nimamo. Tudi, ne vem, podpiram prihodnje skole, vse te zadeve. To so vse milijonske projekte, ne nas pa recimo nekaj mali projekte, recimo ne grejo nekak skozi in težko grejo skozi in na nek način da to boli in na nek način smo, bi rekel, malo zanemarjeni. Mi smo daleč na obrobju, vse je po nas težko, ljudje težko prihajajo domov in tudi ta cesta, ki si na nek način dal noter, še bila je že prej tudi takrat, bi rekel, v prvem branju sem predlagal, bi bilo prav, da gre noter, da se reši tisti del, ki je, ne vem, če minister rekel, da prepravno se ne smije narediti, pa druge dele, da se lahko naredilo, kar mislim, da ni problem, ker tam, kdo je večin tako strano, kdo pa je. In rekel, določni prebivalci imajo resne težave prideti v službo, ker morajo prvo brek proti svete jedeti, in okoli se bojo tla, tudi samo sam tu brek prav, službo. Še posebej pozivne to težavo. In dejansko, rekel, bi nekaj probleme rešili s tem. Druga stvar, kar se tiče šole ali pa tega šole, dejansko je bilo, gremo postopno, spravo, kaj, prvo projekt, ko je, ne vem, streha, ko je dalje, ne vem, proračuna, dejansko imamo zdaj ta proračun, v katerem govorimo, jaz sem dejansko to predlagal, kar je zdaj bilo. Druga zadeva je pa spet ta pločnik. Ta pločnik je podjala paša. Vidim, da pločniki se delajo 300 na ur. Preko pri nas je to težko, nikak ne gre. In imamo center, imamo središče, imamo užine, imamo, recimo, eni zagovarjajo to, da je tam so ceste, ampak tako naprej. Za nas pa, recimo, ko je pogledaj 200 ljudi na cesti lahko, to ni problem. In je neurejano, in tako naprej. Tudi pri nas na nek način je prav, da se na nek način te zadeve odvijo in moram reči, da sem ne glede na to vse skupaj malo začaran. Upam na boljše čase, nekoč, ne vem, upam, da bojo prišli in to želim vsem naslednjim, da bojo pač delati in se trudili za to, da se v tem naredilo tudi v odročnejših krajih, z večjim aktivnostjo, da bi bili bolj uspešni, smo tukaj mi tako. Hvala. Hvala, samo radi, prosim. Dobro, prvo. Ja, zdaj 20. člen Zakona o financiranju občin ureja to sofinanciranje obveznosti občin in financiranje romskih naselij. Zdaj jaz sem šla ravno še danes brati obrazložitev vlade tega člena oziroma zadnje spremembe, v kateri je govoril župan, kjer so še določili neka dodatna sicer sredstva za nekatere druge občine, kamor ni nesodno in izrecno navedeno, da so to sredstva, ki niso namenska, so nenamenska, zaradi tega, ker pač občina ima više stroške, zaradi tega, ker ima pač romsko prebivalstvo. Mislim pa, da je tudi na odboru obrazloženo, nekoliko pač, katere stroške ima občina, od priprave OPPN-ja in tako naprej. Hvala. Prvo je vseeno, da jaz dam te določene odgovore. Zdaj jaz moram reči, da se tiče proračuna, ne delamo samo investicije in naš proračun je izjemno vsebinsko bogat tudi na drugih področjih. Konec koncem, če gledate, mi damo skoraj 20 milijonov za vse ostale vsebine, ki jih imamo in mislim, da marsikatera občina nima takega standarda na teh drugih projektih. Imamo izjemno veliko projektov, ki jih izvajamo tako za mlade, za starejše, za upokojence. Konec koncem, kar se tiče zdravstva, takega razkošja, da bi imeli praktično v vseh večjih šolah celo svoje zobozdravnike, svoje ambulante, predvideno je širitev zdravstvenega doma, dodatne ekipe, borimo se, da pride dodatne sredstva v bolnico, slišati se, da se občina in pa vsi skupaj zelo trudimo, da bi dobili tudi bistveno bolj kvalitete, kar se zdravstva tiče. Kar se tiče športa, jaz mislim, da je zelo bogat. Kar se tiče
kulture, moram reči, da smo ogromno tudi sredstva za kulturo, za požarno varnost. Po drugi strani treba povedati, čujem od kulturnikov marsikateri, da ni poskrbljeno za čez, da imamo športne objekte, imamo narejene kulturne, pa ne. Vsaka krajevna skupnost ima praktično svoj večnamenski dom, v katerem se izvaja kultura. V gradu smo naredili precej denarja vložili tudi zato, da je potem, v kateri bojo lahko se dogajale prireditve. Projekti se financirajo vsako leto tudi kulturnim društvom, športnim društvom, tako da praktično občina Berečice kompletn sredstva, povprečnine in pa vsega ostalega, ki ga dobi, ga nameni dobesedno za standard naših občanov. Res ta sredstva, ki ga pa naredimo za te investicije, je pa to sredstva, ki smo jih dodatno uspeli pridobiti v občini. To so evropska sredstva, državna sredstva, tudi sredstva od nuklearke, ki smo jih uspeli pridobiti in pa ostali stvari. To gre pa v investicije. In če si ne bi uspeli toliko sredstva pridobiti, bi bil naš proračun lahko dene samo 25 milijonov evrov. Zato jaz mislim, da vsa tak očitek gospod Vanski je neutemeljen, je populističen, koncem razumem, dejstvo je, da seveda so volitve, imate ene izjemne ambicije in seveda zdaj vaš glavni nalog, kako to klimo državno prenesti na lokalni nivo in skritizirati vse za to, da boste predstavili, da ne delamo. Definitivno, jaz mislim, da občini Brežice se izjemno trudimo, z vsemi tudi in nevladnimi organizacijami, z zavodi in z vsem, da zagotavljamo visok standard kvalitete živeti našim občanom, turizmom in vsem ostalega. Tako da strogo sem proti tem, da bi rekel, da smo pozabili na vsebino. Kar se pa tiče Piščec in pa gospoda Mzela, pa moram povedati, da v zadnjih letih Piščeca je bilo ogromno narejene. Sam se pločnike so bile čez vas narejene, cela naselje, vodovodni sistemi. Tudi treba povedati, da te hidravlične izboljšave grejo za izboljšanje kvalitete pitne vode. Samo osebno vem, kot sem še hodil po tistih krajih, ko niso imeli določeni pitne vode in smo v teh mandatih za vašim predsednikom krajevne skupnosti se izjemno borili, da imajo praktično ljudje kvalitetno pitno vodo. Ta pločnik je pa problematičen in je izjemno zahteven, gre v državni cesti. In to, ko danes govorite, da se pločniki delajo z vsem, res se hitro zgodijo. Vendar treba vedeti, da vsi ti pločniki, tudi na Jesenicah, mislim, da 5 let smo pripravljali do konca projekt, da smo dobili. V globokim se že ne vem koliko let pogovarjamo v pločniki, tečnih celah. Res je, da danes če čez dokumentacije narediti, rabiš bistveno več časa, kot pa, in pa seveda dokumentacijo in pa denar, kot pa praktično sama izgradnja. Tako da je verjamem, da tudi spločnik bo, je pa izjemno problematičen, kajti vemo, da tam ni prostora, po drugi strani je pa državna cesta. Je pa denar za projektiranje in se bomo potrudili maksimalno, da tudi ta spločnik narejen. Je pa veliko drugih investicij, ki so namenjeni. Jaz mislim, da to, da imate Piščeca še danes zobno ambulanto, jaz danes berem občine, ki so velike občine, nimajo zobarje, veliko dobili dodatno zobno ambulanto. Uredili smo dom več namenski vam, dodatno z gasilci smo rešili problem, tako da nikako, da ne govorim pretečniku domačijo, v letu 2023 celo predlog, da se odkupi pretečniku domačija, da ga občina prevzame in da potem začne urejati, ker na tak način bo problem, bo ta stava začela prepadati, vem, da vaše društvo ga ne more zdržavati. Tako da ogromno stvari, da ne govorim o vseh drugih stvari, ki jih omogočamo, tudi Piščeca se razni kampusi in pa vse ostalo se dogaja in vedno podpirajo občina. Tako da jaz mislim, da ni krajevne skupnosti, za katero ne bi našli posluh in to govoriti, da bojo prišli boljši časi, ki bojo več dati tem krajem, se bojim, da bi samo še časi prišli, ki bojo lahko še bolj centralizirali stvari, kot jih pa danes. Toliko v uvodu, zdaj glede na to, da je še mi razprave, bi šli na glasovanje, če želi kdo še odložitev glasu, če ne bi pa šel na glasovanje. Peter Djerbek in pa Aleksandar Gajski je pa odložil. Prosim, ja. Še kdo odložitev glasu, ne. Potem pa gremo kar Peter. Hvala za besedo. Glede, uro 20 traja ta občinski svet, 10 minut smo govorili, drugi uro 10 dvi. Težko se je, bom rekel, težko se je meriti, ker niso enakomerni
razmerje moči, kar se časa tiče. Ampak bom kar nadaljeval tukaj, ker ste mi dali listočnico. Medtem, ko ste omenjali koncesijo za vode, ker je okoli 300 evrov, pa okoli 2 milijona pač denarja iz naslova rente. Tam pri teh sredstvih se točno ve, kam grejo. Piše, tam je stroškovno mesto, kjer vidiš tukaj prihodka in na ta način bomo razdelili. Ko sem se recimo na to pomanjkljivost ponedeljek opozoril na odboru, ki ga je omenila pravnica vaša, je bila zraven tudi predsednica nadzornega odbora in se z mano strinjala, da pač to vrstni prihodki bi morali biti transparentni in potem tudi jasno zapisano stroškovno mesto, na kak način in kak namen se bojo uporabiti. Če tudi ne bi imeli zakonske obveznosti, pa jih jaz drugače berem, ker v 18. členu zakona o financiranju občin pravi, sredstva iz prejšnjega stavka se smejo uporabiti le za namene, za katere so dodeljena, in to je isti zakon, katerem je potem tisti 20. člen, ki razdeli na kak način, koliko sredstva dobi občina, potem je pa tudi zakon o javnih financah, ki med drugim pravi v prvem členu zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna oziroma odloku, s katerim se spreje občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov iz zakona proračuna in potem v 44. členu govori, da se ta namenska sredstva, ki niso bila porabljena, prenesejo naprej in tako nazaj. Žal, da bram, ker nimam časa. Torej, ko sem na to upozoril na pristojnem odboru, ker bdimo na premoženjem financam, sem dobil podporo strani nadzornice. Zdaj pa če nadaljujem dalje. Mi smo glasni, ko treba lamentirati težave. Zdaj vam božete, da se vprosim. Seveda, a manj prosim, možno da povem vsebino. Glejte, v preziviti do sodnici. Absolutno razlagam, zakaj bom glasoval in kako bom glasoval. Glejte, v tem istem proračunu piše, da je 20 000 evrov namenjeno za oblikovanje strategije romske skupnosti in 15 000 za romske spremljalce. To je zadeva, ki smo jo pred leti potrdili, ko je bila donatica še kolegica Breskega. Vse ostalo, o opitomelu, o avtobusnem postajališču, o anketi, o kateri ne vemo, kakšni so še rezultati. Mi nikjer ne piše, koliko je stala in kakšni so rezultati. Se pravi, to je vsebini govorimo. Kaj je še ostalih 400 000 evrov? Ne se hecam, no? In še nekaj, zakaj govorim? Govorim kot predsednik romske skupnosti, komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. In v prejšnjem mandatu, gospod župan, prejšnjem mandatu sem bil član, v tem mandatu se niti enkrat z nami niste dobili, da bi povedali, kaj boste tej zadevi pristopili. Se pravi, mi imamo nek vsebinski problem, ki ga ne rešujemo z namenskimi sredstvi, ki so za to prišla. Moram preskočiti. Še eno stvar. Edino idejo, ki ste jo dobili, konec novembra, začetku decembra, ko je korona že šla čez naselje, ste plačali romsko društvo. Romsko društvo iz Prekmurja je prišlo razdeljevati maske in razkoživati v naše naselje. Vi niste hoteli, niste znali, niste zmogli. Ne vem. Skratka, še vedno moja poanta ta, da ko pride do vsebin, da nekaj je narobe, da to mesto ratuje mesto duhov, da ni ljudi. Imamo pa infrastrukturo, ok. Bom zaključal, imam še minuto, glasoval bom proti in na tem mestu tudi odstopam iz funkcije predsednika komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. Zato, ker ne rešujete tistega, zakaj ste namenjeni izboljšati. Mi moramo romski skupnosti pomagati, da bomo vsi boljše živeli, bolj mirno in bolj spokojno in da bomo premostili tiste razlike, ki jih opažamo, da so, da se strinjamo. Ko pa imamo sredstva, jih pa ne uporabimo v namen, za kar so. Hvala lepa. Jaz bi samo pozoril, da s tem, ko glasuješ proti tem. Vi krvo, zavite, jaz se zavljam. Sam malo, zdaj, če si ti vzel časa, bistveno več si ga tudi. S tem glasuješ proti tem, da bomo imeli. Zdaj si stavljajo, da bomo ne, vse, hočem povedati to. Ko glasuješ o tem, da bomo urejali romsko skupnost, da bomo imeli noter osebo, ki pomaga Romom, glasuješ proti tem, da ne bomo delali POKPN in pa si kaj. Oziroma ne proračun, ampak vse ni pomembno. Hočem sam povedati, da, ampak še samo, jasno, koliko je še letošnje leta, ni 500 000 evrov, koliko je na to so 400.
Letos je 487 evrov, za leto 23 Dobro, tako da vem. Zdaj malo še da povem. Mi, kar se romske skupnosti tiče, bomo naročili OPPN. Naša želja pa je, ne samo da uredimo Romom, ampak da uredimo tudi status zemljišč, ki so ga Romi dobesedno uzurpirali. Jasno. In je potrebno urediti najprej to, druga naloga pa je, da si Romi ta zemljišča kupijo, kajti njihovi prihodki so bistveno večji kot marsikega vas v tej dvorani, ali pa tudi mene, ker ti zadnji še govornik se pohvala, da mu celo več tudi moja plača. In dejstvo je, da se oni to kupijo, legalizirajo in da pride do tega, da moja tudi oni začnejo legalno živeti. To je naš cilj in s tem bomo ustrajali. Definitivno, kar se pa sredstva romske tiče, je pa čisto tako, kot je v skladu z tem, kar je povedala, da je to praktično naš denar, ki ga praktično prosto razpolagamo v občini. Zdaj je tako. Če bo podaj drugačni zakon, samo bo drugačni naš. Dobro, naprej je Aleksandar Gajski. Pozdrav, hvala za besedo. Pa prosim, da se držimo, obrazložitev glasuje kar dolgo. Minuta. Treba povedati, kako bo glasoval in pa zakaj bo glasoval. Glasoval bom za. Moram samo dati komentar glede manjkajoče vsebine. Definitivno se strinjam, kot župan prej omenil. Na koncu tudi, če pogledamo naše predloge med po prvim branju, ta notri je vse, kar navedeno notri je betonjeno sad. To pomeni, da očitno imamo mi, pač to predstavniki naših občanov, še vedno občutek, da marsikaj tega manjka. Da pa ni vsebine, pa nisem da res nekaj velikega problema. Ker sem pa tudi član te komisije, sicer je da se potočil proračuna tudi menimo temu, da tu moramo pa tudi dati svoje nestrinjanje, da vemo pač tisti, ki smo v to vključeni, da je pripravi strategija, ki do sabo pač povlekla tudi določene akcije in bo ta, po mojem vsaj osnovno za jasno razdelitev pridobljenega denarja in v bistvu kaj bomo s tem naredili in kaj bomo dosegli z te akcije, kako bomo pomagali tej skupnosti in v bistvu tudi okolju. Hvala lepa. Kaj ti šanče naprej? Glasovala bom seveda za proračune. V bistvu še enkrat bi rada izrazila zadovoljstvo za vključitvijo nove postavke garažne hiše pri zdravstvenem domu. Zdi se mi pomembno, da se vsi tu notri zavedamo, da bo to šlo za neko pridobitev za vse občane, verjetno za tiste iz oddaljenih krajev še bolj kot iz samega mesta Brežic. Kot drugo se strinjam, da gre za investicijsko in vsebinsko zelo visok standard proračunov. Ob tem pa morda opaska, apel, namreč jaz si vedno znova želim, da bi bili najboljši, vsako leto boljši, da bi bila občina Brežice zgled. Morda pri vseh teh velikih investicijah, kot so nove kolesarske steze, ureditev posameznih območij, razmišljamo čim bolj še kot turisti, se pravi, da morda o kakšnih drevoredih, se pravi, mislim, da smo v občini že na tej stopni, da pri taki posamezni zadevi lahko gremo tudi na lepoto oblike oziroma da bomo čim bolj privlačni tudi na tem področju. Hvala. Igor Zrčič, ki ga tudi pozdravljam, da smo mi kasneje pridružili, izvoli. Lepo pozdravljam, ki skupaj, jaz bom proračun podprl. Zdaj, kot sicer znamo, mislim, je bil tistih, ki je to vladal leta 20 podprl. Skrat smo se dogovarjali v koaliciji, da bomo določene postavke, ki se tiče financiranja občin, povečali. Sprejeli smo zakon o razbremenitvi, finančne razbremenitvi občin, zakon o financiranju občin, ki bi malo preomenjen. Res je, da gre za sredstva, s katerimi se pravzaprav nobena občina ne more trkati po prsih, ki je občina Brežice, ki ima res rekordni proračun 38 milijonov.
Zakaj? Zaradi tega, ker ta povečana sredstva gredo tudi na račun državnega proračunskega primanjkljaja, ki je bil lani več kot 3 milijarde. Zakaj se to lahko država privošči? Zaradi tega, ker imamo ohlapnejše fiskalno pravilo, kot smo nam imeli v preteklih letih. Ampak dejstvo je, da to pravilo je bolj ohlapno, dejstvo je, da ta primanjkljaj imamo, to so fakti kruti in jaz mislim, da je treba ta denar, ki ima občina na voljo, izkoristiti. Jaz se pridružujem vsem tisti, ki imajo seveda nekatere pomisleke, na kakšen način bo razporejen. Tudi ta pomislek je na mestu, da gre veliko denarja v beton in podobno, ampak to je na zadnje tisto osnovno, kar občina zagotavlja vsem krajanom in občanom. Verjamem, da bodo v prihodnjem obdobju prišle tudi kakšne druge prioritete, do takrat pa je pač potrebno izkoristiti to, kar je so občine, vse v državi dobile in v državi na račun povišanja povprečnine, na račun spremenjenega zakona o financiranju občine, na zadnje tisto, kar imamo na evropskih sredstv, ki so letos tudi še bistveno večje kot potem za naslednji proračun. Tole jaz bom podprl in letošnjega in tistega za naslednje leto. Hvala, Božo Milošče. Ja, hvala za besedo. V tem razpravi se tudi govorimo na par točk, ki se bodo pripravljeni, ki veselim, da se razmišlja o najemnih stanovanjih, tudi po prihodnje, ravno tako so celoto, so pišel, da občina Novo mesto ima razdeljivo financiranje in rekonstrukcijo in gradnje novih stanovanj mladih družinam, tako da to je še razmislek tudi mogoče za prihodnje za našo občino. Veselim, da se razmišlja o garažni hiši, če to 2023 lahko bi že mogoče prej začeli s temi študijami in sprejeti, to je nujno potrebno. Malo me pa žalosti, recimo, predvsem ena stvar, industrijska cona Slovenska vas, sam v številkah, danes leto je do 50 000 evrov, letos je drugo leto do 30 namenjenih. To je industrijska cona, v kateri je trenutno cirka 20 podjetij in danes približno 250 zaposlenih, kot ste sam menil, prihaja veliko podjetje na Rajan, tako da po teh pričakovanjih, predvidevanjih bo po tekom letošnjega leta 350 zaposlenih. Industrijska cona je potrebna večje investicije v infrastrukturo, ceste je slabo v coni, javno osvetljave ni, metrodne vode so vprašljive nerešene, tako da bi malo mogoče več razmišljali v tej smeri, ker industrijska cona je dober polnilec občinskega proračuna in bi kaj razmišljati v smeri, da se na to cono v prihodnje vložijo konkretna sredstva, ker to je tudi ogledalo naše občine. V to cono prihaja veliko poslovnih partnerjev iz celega sveta, na sami Slovenije, in to je ogledalo naše občine in ne smemo pozabiti na to industrijsko cono. Bom pa še malo, recimo še malo odgovora Petru, kot jaz sem tudi član te komisije. Res, da komisija je začela s svojim delom, bili smo ambiciozni, delamo, masno se ustavili in jaz mislim, da žal mi je Peter, da si tako odreagiral in da si odstopil, kot si rekel, ampak jaz mislim, da bomo mi kot komisija popravili svojo nalogo in izpeljali te projekte, ki smo se stavili do konca. Bomo proračun tudi porazumljamo na 2020. Hvala. Hvala, s tem zaključujem, ne izvršal na glasovanje. Najprej bi glasovali o amandmaju. Prisotnost. Zdaj imamo 5 sklepov, ne? Moramo vsak posebej vrati prisotnost. Zdaj pa glasujemo najprej amandmajem, so vidimo, da se vlaga 40 minut glasov. Amandma v odloku proračuna občine Brežice za leto 2022 se doda nova proračunska postavka 663 vrti poplavni ukrepi sodna projektna dokumentacija v višini 100 000 evrov, kar navedeno postavko sredstva zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor in sicer sprejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 100 000 evrov. V odloku proračuna občine Brežice za leto 2022 se doda tudi nova proračunska postavka 664 infrastrukturne ureditve v državnih cestah v višini 50 000 evrov. Za navedeno postavko se sredstva zagotovijo s povečanjem najema dolgoročnega kredita v višini 50 000 evrov.
Ok. Amandmaji sprejet. Potem glasujemo o drugem sklepu. Ja. Zdaj, glasujemo o sprejme se odloku proračuna občine Brežice za leto 2022 skupaj sprejetim amandmajem. Glasujemo. Okay. 24 je ni glasoval. Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2022. Ta sklep je sprejet z 24.2, eno vzdržan. Naslednji sklep je sprejme se letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Brežice za leto 2022. Tudi ta sklep je sprejet 24 za in en glasoval. In pa zadnji sklep še sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2022. Zakaj je tako manj glasovali? Ker se niste prijavili kot bila prisotnost. 2, 24 in en ni glasoval.